Prehajamo na 9. točko dnevnega reda. Predlog sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik. Predlog sklepa je objavljen v gradivu številka 18, predlagatelj je župan, poročevalke pa Katarina Vegel, Sara Siter, Simona Albijani, magistra Lijana Cerar in Vesna Jeglič, Mandelc. Besedo predajam Simoni. Simona, izvoli. Lep pozdrav še z moje strani. Na podlagi zakona o vrtcih je za financiranje predšolske vzgoje pristojna in zavezana lokalna skupnost. Skladno z 31. členom tega zakona cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, predlaga vrtec skupaj s predlogom finančnega načrta pripravljenega v skladu z izhodišči, ki veljajo za občinski proračun. Ceno programa potrdi pristojni organ občine, ustanoviteljice oziroma koncedentke. Podrobnejši način oblikovanja cene je opredeljen v pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Med elemente za oblikovanje cene sodijo stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke. Zadnje povišanje cen je bilo v juliju 2023. Strošek dela je od 1. januarja 2025 v primerjavi z julijem 2023 višji za 11,7%. Od oktobra 2025 bodo stroški dela višji za 17,4% v primerjavi s stroški dela, ki so bili podlaga za izračun trenutno veljavnih cen. V cenah programov za predšolsko vzgojo so stroški dela bistveni element, saj predstavljajo več kot 70% vrednosti cene. Zato dvigi stroškov dela, ki so zakonsko določeni, narekujejo višino in dinamiko sprejemanja cen programov. Plače javnih uslužbencev so se na podlagi zakona o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju prevedle iz starega v nov plačni sistem. Omenjen zakon od 1. januarja 2025 dalje predpisuje postopno pridobitev pravice do višje plače tako, da javni uslužbenci prejemajo višjo plačo postopoma in sicer v največ 6 obrokih v obdobju od januarja 2025 do januarja 2028. Poleg navedenega se soočamo s povečanimi stroški materiala in storitev, predvsem zaradi sprememb na trgu cen energentov živil, kar posledično pomeni podražitve materiala, storitev in tudi rast cen javnih služb. Zaradi rasti cen elementov za izračun cene programov predšolske vzgoje iz proračuna ustanoviteljice ni več mogoče pokrivati vseh zakonsko določenih stroškov, zato je nujno pristopiti k uskladitvi cen. Trenutna cena programov ne pokriva stroškov, ki so v ceni programov predvideni s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Zato se občinskemu svetu predlaga potrditev postopnega zvišanja cen, ki so ga pripravili vrtci na podlagi izhodišč občinske uprave, kot je navedeno v gradivu. Prvo zvišanje cen se predlaga od 1. julija do 30. septembra 2025 in sicer za prvo starostno obdobje za 13,2%, za drugo starostno obdobje in kombinirane oddelke za 10% in za razvojni oddelek za 10,01%. V mesecu maju 2025 je bilo v javnem vrtcu največ staršev uvrščenih v 5., to je bilo 23,9 in 6. 18,71% dohodkovni razred. Staršev, ki so v celoti oproščeni plačila, je približno 1,47%. V aprilu 2025 je imelo 288 otrok, to je 32,5% v javnem vrtcu sofinancirano plačilo iz državnega proračuna zaradi vključenosti 2 ali več otrok v vrtec iz iste družine. V prvem starostnem obdobju bo za starše, ki so uvrščeni v 5. dohodkovni razred, razlika v plačilu glede na predlagane spremembe 26,95 evra, v 6. pa 33,11 evra. V drugem starostnem obdobju in kombiniranem oddelku bo razlika 15,88 evra za 5. in 19,51 evra za 6. dohodkovni razred. Drugo povišanje cen se predlaga od 1. oktobra do 31. decembra 2025.
za prvo starostno obdobje za 6,3 odstotka, za drugo starostno obdobje in kombinirane oddelke za 5,2 odstotka in za razvojni oddelek za 5,5 odstotka. V prvem starostnem obdobju bo za starše, ki so uvrščeni v 5. dohodkovni razred, razlika v plačilu glede na predlagane spremembe 14,56 evra, v 6. pa 17,89 evra. V drugem starostnem obdobju in kombiniranem oddelku pa 9,21 evra za 5. razred in 11,32 evra za 6. razred. Cene programov od 1. januarja do 31. maja 2026 določi župan s sklepom ob upoštevanju 5. člena zakona o minimalni plači tako, da se zvišajo za odstotek dviga minimalne plače. Cene programov od 1. junija do 30. novembra 2026 in od 1. decembra 2026 dalje določi župan s sklepom ob upoštevanju 101. člena zakona o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju, tako da se zvišajo za 3,5%. Občina Kamnik se je zaradi neizbežnega povišanja cen predšolske vzgoje in zavedanja vedno težje finančne situacije staršev vključenih v vrtec, ki se vsakodnevno soočajo s podražitvami, storitev odločila, da ohrani odstotek subvencije za starše vključenih otrok v vrtec in sicer v višini 15 odstotkov, kot je bilo do sedaj. Plačila vrtca pa so oproščeni vsi starši, ki so prejemniki denarne socialne pomoči, sredstva v celoti zagotovi občinski proračun. Prav tako občina staršem omogoča koriščenje poletnih rezervacij v obdobju od 1. junija do 30. septembra tekočega leta, pri čemer se obračuna popust v višini 50 odstotkov. Enak delež popusta občina omogoča staršem, ki uveljavljajo zdravstvene rezervacije zaradi bolezni ali druge oblike odsotnosti otroka na podlagi zdravniškega potrdila. Na podlagi zakona o vrtcih se staršem olajša plačevanje po pravilih, ki urejajo uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena 2 otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za 3. in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. S predlaganim povišanjem želimo cene programov prilagoditi rasti stroškov in ohraniti visok nivo izvajanja predšolske vzgoje tudi v bodoče. Hvala. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Delovna telesa? Ne. Svetniške skupine? Ne. Svetnice, svetniki? Aha, svetniške skupine. Sandi, izvoli besedo. Ja. Hvala za besedo. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki, pred nami predlog povišanja cen programov predšolske vzgoje v občini Kamnik, ki naj bi začele veljati v več stopnjah med letoma 2025 in 2026, a prvo podražitev bodo starši občutili že naslednji mesec. Gre za občutno povišanje, za prvo starostno stopnjo na koncu skoraj za 20%, in to ob dejstvu, da so naše družine v naši občini že močno obremenjene, ne? In zato v imenu svetniške skupine Liste Sandija Uršiča vam povem, da temu predlogu nasprotujemo in tudi vas pozivam, da ga zavrnemo. Zakaj? Država je zagotovila več sredstev občinam. S strani predstavnikov vlade lahko slišimo, da so občine z dvigom povprečnin prejele dovolj sredstev za pokritje stroškov novega plačnega sistema. Če to drži, potem ni nobene potrebe, da to breme v celoti prenesemo na starše. Zakaj torej Kamnik ne sledi temu načelu in ne uporabi vsaj del teh sredstev za pokritje višjih stroškov dela? Naše družine kamniške so že tako dodatno obremenjene in si ne morejo privoščiti tega bremena, ne? V času, ko so stroški hrane, ogrevanja, goriva in nepremičnin skokovito naraščali, je predlagan dvig za marsikatero družino verjetno preveč. Danes se tega še ne zavedajo, jutri, če bo tole potrjeno, bojo zvedeli, kaj jih čaka to poletje. Ob dejstvu, da so vsi verjetno že planirali porabo svojih prihodkov za dopuste in tako naprej.
Slišali smo, kaj je v povprečju, niso velike cifre, mogoče res ne za koga, ampak 30 € na mesec, tisto, kar je najbolj pogosto, ni malo. Moramo se pa zavedati, da imamo tudi družine ali starše, ki plačujejo polno, se pravi maksimum 77% cene. Tam je pa podražitev že res kar konkretna, ne. A si res želimo biti družinam prijazna občina, ne? V gradivu lahko preberemo, da vrtec Antona Medveda deluje na 14 lokacijah. Pokriva razdaljo skoraj 30 km. V obrazložitvi ni nikjer omenjeno, da bi občina in vrtec pred podražitvijo preučila racionalizacijo, združevanje enot ali drugo optimizacijo. Niti ni v gradivu omenjeno, da so pri oblikovanju cen sodelovali koncesijski vrtci. Cena bo za vse enaka, vemo pa, da imajo koncesijski vrtci po eno enoto, niso dislocirani tako kot naš javen zavod. Ali tam tudi ta cena pokrije stroške dela ali pokrije celo kaj več. Zato se moramo vprašati, ali imajo ti stroški dela materijala glede na dejstvo, da jih večina dela na eni lokaciji enakovredno težo kot stroški javnega vrtca. Zato bi bila prej kot poseg v denarnice občanov primerna notranja reorganizacija. V prejšnjem mandatu smo začeli pripravljati strategijo za predšolsko vzgojo skupaj za istim mizam javni zavod, koncesijski vrtci, občinska uprava. In pokazalo se je, da bomo slej kot prej enote lahko zapirali, ker rodno spada. V odgovoru kolegici Alenki Jevšnik na vprašanje prejšnji seji lahko preberemo, da na datum 1.4.2026, ko bodo sprejeti vsi vpisani otroci glede na starostni pogoj, to pomeni, da vmes bo še več prostih mest oziroma do tistega datuma, saj tako jaz predvidevam. Bomo vrtec Antona Medveda 37 prostih mest, vrtec Zarja 23, Peter Pan 1, pa Sonček 6. Marsikdo rekel, nič hudega, saj če je prosto. Ja, ampak danes sem pridobil pogodbo med Antona Medveda in občino Kamnik o financiranju in v 7. členu piše: sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom na podlagi 10. člena pravilnika o metodologiji, če je število vključenih otrok v oddelku manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, v skladu s tem krije oziroma zagotavlja občina sredstva. In me zanima, če to zagotavlja tudi koncesijskim vrtcem. Se pravi, da bo občina koncesijskim vrtcem plačevala za to, da imajo prosta mesta. Ker se ni pristopili k strategiji in da bi se postopoma zadeve optimizirali in bi danes verjetno imeli kakšen oddelek manj, ker verjetno ne bi toliko vplivali na samo ceno vrtca, ampak vplivali bi pa na sredstva, ki jih namenjamo za predšolsko vzgojo, in ta sredstva bi lahko kot subvencijo dodatno nama s 15%, kakšen procent več namenili mladim družinam. In pa še ena stvar. Predlog predvideva kar 5 zaporednih dvigov cen v 2 letih. Za 2 imamo letos oziroma zdaj v gradivu znane cene. Po novem letu, bojo pa podražitve sklepom župana se urejale. Se pravi, nekdo hoče to možnost občinskemu svetu vzeti, da odločamo o cenah vrtca, predšolske vzgoje, še to možnost nam nekdo hoče vzeti. Drugače jaz ne znam predstavljati tega besedila v sklepu. Zato predlagamo, da občina preuči možnost racionalizacije tako v javnem vrtcu kot koncesijskih, da se pripravi alternativni predlog z bistveno nižjimi povišanji za občanke in občane občine Kamnik in da nove cene stopijo v veljavo s 1.1.2026 in da bo za tisto leto jasno ljudem že septembra, kakšne bojo cene. Ne to, da zdajle tudi slučajno ne vemo noben od nas povedati, koliko bojo plačevali januarja 2026 za predšolsko vzgojo. In predvsem apeliramo, da upoštevamo socialni položaj staršev in zato uvedemo te dodatne olajšave. Absolutno ceno dvignemo, zato ker vemo, da sofinancira država, ampak
lahko pa damo več subvencije občankam in občanom občine Kamnik. Zato bi tega predloga ne bomo podprli in upam, da ne bomo edini. Hvala. Hvala lepa. Svetnice, svetniki? Ja, Alenka Jevšnik, izvolite besedo. Hvala za besedo. Lepo, Sandi Uršič, da si me izpostavil, verjetno si prebral tudi kakšna druga svetniška vprašanja na to temo, o strategiji, o prostih mestih in vsem podobnem, da o odgovorih tukaj raj ne bi, ker so, milo rečeno, pišmeuhovski, tako da ne odgovarjajo na konkretna vprašanja in zastavljena vprašanja. Zakaj? Ne? Pa ne bom razpravljala o tem. Bom vrnila gospodu podžupanu eno zadevo. Imamo ne samo svetnika ali poslanca, imamo državnega svetnika, ne? Ki je, mislim, da celo vodja odbora za gospodarstvo. Dajte pobudo, ki je bila že pred leti v parlamentu, zelo daleč in jo je državni svet zminiral. Zminiral je županski lobi zadevo, da se stroški dela izvzamejo iz cene vrtca. Naredite to. Enkrat je bila zadeva že tako daleč, da vsakič znova tukaj razpravljamo o tem, a ne, cene so se dvignile, noter so stroški dela, tudi v domovih za upokojence sem jaz za svojo mamo plačevala čez 1000 evrov, a ne, pa ni bilo nikjer s tem, da zakon o vrtcih, novi zakon o vrtcih v 1. členu določa, da ko se zmanjšuje število otrok, se zapirajo koncesijski vrtci. Ureditev, ki jo imamo v Sloveniji, je pač unikum. Imamo javne vrtce, imamo koncesijske vrtce, imamo zasebne vrtce in vse plačuje država. Roka, konc. In zasebni vrtci bi 100% plačilo in koncesijski vrtci bi 100% plačilo. Dajmo se zdaj odločiti, ali mi želimo javne vrtce, ali pa pejte v Avstrijo, v Grčijo, v Italijo, pa boste videli, koliko se zasebni vrtci plačujejo. 13 000 evrov na leto. Če imamo pa javne vrtce in koncesijski vrtci so del javne mreže, a ne, bi bilo prav, da tukaj vi dobite tudi podatke o koncesionarjih, za katere je že lep čas, prosim, pa jih ne dobim. Zakaj ne? A ne? Veste tudi. Ne vem, ni odgovora. In kadarkoli izpostavimo to vprašanje, se problematizira tiste, ki sprašujejo. Meni se zdi povsem nesprejemljivo, ja, Sandi, tudi koncesijski vrtci se jim plačuje prav vse. Tudi prosta mesta in v procentih ima največ prostih mest Vrtec Zarja. In če se zmanjšuje število otrok v občini, se zmanjšujejo oddelki koncesije. Lepo vas prosim, v vrtcu imate zaposlene mame, imate zaposlene žene, imate zaposlene sestre, hčere. A se lahko enkrat nehamo ukvarjati in tukaj zdaj izgleda dvig plač. Zgleda se, da bojo zdaj ti naše in vaše sorodnice prejemale ne vem kakšne plače. Dajte se enkrat pozanimati, kakšne plače imajo. Tako da je pa pač sistem tako urejen, da so stroški dela v ceni vrtca in predstavljajo največji strošek. Zato bi jaz zelo rada videla podatke koncesionarjev, kakšni so tam stroški dela, kje se tam služi. Nihče ne dela zaradi tega, ker ima rad otroke, ampak zaradi tega, da ima profit od koncesionarjev. To vam povem iz prve roke. In kakšni so stroški prehrane, imeli smo že svetniško vprašanje na to temo, v koncesijskih vrtcih. Del javne mreže so. Koliko je bilo revizij, koliko je bilo pregledov. In vsakič znova se vrtimo okoli tega. Tudi jaz, tudi moja hči je plačevala zelo visoko ceno vrtca za otroke, pa verjetno vsi. Tudi jaz sem plačevala najvišjo ceno, ko sem imela svojega otroka v vrtcu. Ampak, da se pa vprašamo, ne, še enkrat predlagam, dajte, Sandi, dajte predlagati, da grejo stroški dela iz cene vrtca, pa župane manjših občin, ki imajo korist od vrtcev, prepričite, da je to najbolj poštena ureditev v Sloveniji in takrat bomo imeli enotno ceno vrtcev po Sloveniji, a ne? Ker stroški dela so po različnih vrtcih različni, a ne? Odvisno je, tako je rekel še prejšnji župan, ne prejšnji, da smo predrage in prestare in preveč izobražene. Očitno je ta nivo v Kamniku stalen. Tako da, lejte, to pač je cena vrtca. Hvala lepa, besedo predajam Nataliji Berlec. Natalija, izvolite. Ja, hvala lepa za besedo.
Da ne bo pomote, jaz sem zato, da so ustrezno plačani v vrtcu. Čuvajo naše otroke, našo prihodnost in tako naprej. Pravzaprav vsakmu privoščim pač plačo tako, da mu ni treba ravno od 1. do 30. stiskati, pa 30. do 1. da komaj preživi. Ampak, kolikor jaz vem, je v nekem prejšnjem obdobju vladna koalicija sprejela en zakon o dohodnini, ker bi se dohodninska olajšava urejala drugače, prišla je nova vlada in je ta zakon povozila. In s tem povozila tudi naše višje plače. Mogoče se ob tem ne bi toliko obregnali v to višanje cen, če bi se potem povišale tudi te plače. Ne? To je eno. Druga stvar pa ja, seveda, z višanjem novega plačnega sistema, to, kar je bilo zdaj pač pripravljeno, je seveda posledično temu tudi višanje plač v javnem sektorju prileti tudi pač na vrtce. Zdaj, vem, da je bila polemika o tem famoznem 29. členu, ko naj bi država prevzela strošek recimo za delovno mesto svetovalnega delavca. Pa ne vem, zdaj zakon je bil, vsaj toliko imam jaz informacije, zakon v prvi obravnavi, torej ga čaka še na drugo obravnavo prihodnji mesec, verjetno tudi potem tretjo. Ja, seveda apel na državne svetnike, na državne poslance, mislim poslance državnega zbora, kaj se da takrat pač narediti, da ni vse pravzaprav na sami občini. Je pa, se bom pa nanašala še pač na mojega predhodnika, ja, mislim, jaz še nisem videla, da bi, razumem, poznam to, se pravi, lestvico v letošnjem letu, dvakrat višanje v naslednjem letu in leto 2028. Potem me čudi, zakaj nimamo do 2028 tole spaljan, ker bi vse zadnje. Lahko rečem za tole leto, kaj vemo, pri čem smo, da bi pa, ne vem, predlog sklepa tam nek 4. točki, da se določi, da župan sklepom in tako dalje dviga, mislim, da zviša, to pa ne vem, bom vprašala, če je bilo to že doslej. Jaz mislim, da tega še nismo imeli doslej. In meni je to bianko. In tega bianka jaz ne dam. Pa imam otroke izven, ampak to ne gre to takole. Noben od nas ne gre v trgovino ali pa v nakup nečesa, brez da bi vedel, koliko bo stalo. Noben ne da bianko. Čeka pa pride do blagajne, pa mu, ne vem, gor odštempljajo. Tako da narodno je pripravljeno to gradivo. Vse tako na hitro videla sem, da je pač vrtec pripravil celotne izračune, prav po teh 5 obdobjih, če temu lahko tako rečemo. Ampak mogoče bi se mogli pa na občini, mislim, občinska uprava malo drugače lotiti pa narediti mogoče samo za tole leto, ker vse skupaj, ja, seveda zgleda tako, prihodnje leto so volitve. In tako zgleda, kot da bi se izognili pač temu, da se bo naslednje leto videli, da bo treba pač višati cene vrtcev. Tako da toliko v razmislek. Hvala. Hvala lepa. Besedo bi predal Simoni. Simona, izvoli. Jaz bi na to povedala samo glede povprečnine, da se je zvišala za 44,95 evra, to je 6,2%, in da se povprečnina določa na podlagi stroškov v preteklih 4 letih, kar pomeni, da dvig plač še ni vključen v to povprečnino. Glede 4. in 5. zvišanja cen od 1. junija do 30. novembra 2026 in od 1. decembra 2026 dalje pa je navedeno, da se zvišajo za 3,5%. To na podlagi izračunov, ki jih je pripravil vrtec, na podlagi dviga plač, ki so pa že znane. Hvala. Hvala lepa, Simona. Zdaj bi besedo še predal ravnateljici gospe Lijani Cerar. Lijana, izvolite. Dobro večer, sem skupaj. Jaz bi na začetku naredila majhen uvod in potem pa bi želela tudi odgovoriti na vaše vprašanje.
Zakaj dvigujemo cene programa v vrtcu? Dvig cen v vrtcih, v bistvu v naši občini, je neposredna posledica sprememb v plačnem sistemu, ki izhaja iz spremenjene državne zakonodaje, kolektivnih pogodb, vzgoje v izobraževanju. Naše dogovore nove dogovore in zakonodajne spremembe določajo dvig plač zaposlenem v vrtcu, kar pomeni občutno povišanje stroškov dela. In tako kot ste vi slišali, pravzaprav ta dvig se je začel s 1.1.25 in se bo zaključil leta 2028. Ker stroški dela predstavljajo največji delež pri financiranju programa predšolska vzgoja, je dvig cen programov nujen za zagotovitev finančne vzdržnosti vrtca ter za ohranjanje kakovostnega izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela. S tem zagotavljamo ni samo ustrezna plačila zaposlenim, kar je ključnega pomena za motivacijo, prav tako stabilnost kadrov ter kakovostno izvajanje dejavnosti vrtca. Mi smo načeloma v bistvu vsi vrtci v Sloveniji smo zavezani k usklajevanju cen programov, da lahko v skladu z zakonodajo zagotavljamo vse potrebne pogoje za kakovostno izvajanje programov in varno spodbudno okolje za naše najmlajše ter stabilno financiranje zavoda. Zdaj bi rada odgovorila na vprašanje gospoda Uršiča glede izračuna cen programa. Absolutno se strinjam z vami, da zdaj v tem gradivu, ki imate predstavljena, jaz mislim, da je zelo dobro pripravljena cena programa vrtca Antona Medveda Kamnik. To je naša cena. Cena, ki je bila izračunana na 56 oddelkov, na 14 enot, na vse možne relacije in vožnje v okviru 30 km, na vso našo službo v bistvu dodatne strokovne pomoči. Seveda, koncesijske vrtce so prispevali svoj delež, tudi prav tako, kot smo mi bili pozvani s skupnimi izhodišči za pripravo svojih cen, ampak teh cen nismo videli. Jaz sem prosila potem, bila sem malo zoprna, sem prosila dostop do informacij javnega značaja, ni zaradi tega, da bi, ne vem, tako rekoč zdaj ugotovila, mi imamo tako ceno, oni imajo tako ceno, kje smo mi zdaj, ne? Ampak prav zaradi tega, da bi še enkrat se pripričali, a smo mi prav izračunali ali pa ne. To se pravi, da bi videli, kako so prišli tudi koncesijski vrtci do svojih izračunov. To se pravi, zaprosila sem to v začetku februarja meseca, se veste, 21 dni, pravzaprav postopek traja v bistvu, tukaj strokovna služba odgovorila, da bomo odgovorili v 90 dneh, ker je bila pritožba strani enega od koncesijskih vrtcev, konkretno vrtce Zarja, češ da to je informacija poslovnega značaja. Jaz ne razumem, a naša cena našega vrtca, a to ni informacija poslovnega, v bistvu ni skrivnost poslovnega značaja. In so nam priložili 90 dni. Potem v bistvu prejšnji teden, ko 90 dni je pač že, v bistvu so že bili, sem spet pozvala, ali lahko sedaj dobimo, da vidimo vsaj pred sejo sveta, občinskega sveta, pravzaprav izračune cen koncesijskih vrtcev. Na kar so mi prijazno tudi odgovorili, ja, ampak boste dobili, ampak zdaj teče še 14-dnevni v bistvu pritožbeni rok. Tako da cen do danes nismo dobili, mogoče dobimo v petek ali pa v naslednji ponedeljek, da bomo lahko primerjali cene, pravzaprav. Tako kot mogoče veste, jaz tudi prihajam v bistvu iz Ljubljane, bila sem tam 5 let, v bistvu ravnateljica vrtca Najdi Hojca. V Ljubljani je 23 v bistvu Moljevih vrtcev. Vsak vrtec je v bistvu, potem, ko je bilo potrebno, izračunal svojo ceno, usedli smo se skupaj, vsi 23 ravnateljic, vsi 23 vodi finančnih služb, in smo naredili en tim, ki je pripravil skupno ceno, ki je veljala za vse vrtce, za vse 23 vrtcev. Seveda, ene vrtce recimo so izračunali večjo ceno, ene so druge, ker ene so bolj, ne vem, manj potrošne v tem smislu, da so energetsko sanirane, nove vrtce, v bistvu nekatere so manj, ampak cena je veljala za vse in zato, ker so mestne občine, prav tako Ljubljana, so financirane na drugačen način, so financirane ni iz cene programov, tako kot smo mi, ampak so financirane po namenih, tem vrtcem, v bistvu, ki so imeli primanjkljaj, samo njim so doplačevali. Zdaj, v bistvu, našo ceno, tak je izračunana, pravzaprav bomo dobivali ni samo mi,
z našimi, še enkrat ponavljam, 56 oddelkami, 14 lokacijami in vsemi možnimi službami, a ne, pravzaprav in prevozami, a ne, ampak tudi vse 3 koncesijske vrtce. Na to sem večkrat opozarjala in gospoda župana, in oddelek za družbene dejavnosti, in tudi pri teh odborih sem že govorila, ne, da bi lahko malo drugače pravzaprav zadevo zapeljali, a ne, ampak tako je, a ne, pravzaprav, a ne. To ceno smo zelo korektno izračunali na naše kapacitete, na naš vrtec. Zdaj, kar se tiče v bistvu pravzaprav plačila prostih mest. Spet sem bila malo zoprna, ko sem novembra meseca zaprosila spet dostop do informacij javnega značaja in sem prosila v bistvu oddelek za družbene dejavnosti, da bi dali pravzaprav vse pogodbo za nazaj, anekse za nazaj in novo pogodbo, ne. Sem jih dobila in sem jih preučila. In prav tako koncesijske vrtce imajo v bistvu in prav tako plačujejo prosta mesta, tako kot mi, a ne. Pri tem, gospod Sandi, vi ste v bistvu rekel, ne, da mi imamo 37 prostih mest, čeprav jaz po naših podatkih imam v bistvu številko 33, ne, in se zdi 27 ima vrtec Zarja. Zdaj pa vrtec Zarja ima eno lokacijo, jaz ne vem, se mi zdi 8 oddelkov, a ne, mi pa imamo 14 lokacij in 56 oddelkov. Če mi se primerjamo pravzaprav glede plačila v bistvu teh prostih mest, mi smo ta drugi najboljši, takoj po vrtcu Peter Pan, ki ima samo ena prosta mesta. In to ni samo letos, a ne. V bistvu že smo naredili primerjavo, ko smo jo tudi pravzaprav predstavljali gospodu županu in oddelku za družbene dejavnosti, a ne, da tudi mi nismo najbolj potrošne. Spet smo ta drugi, v bistvu leta 23 smo bili pa ta prvi najcenejše vrtce po svoji porabi. Ne govorim o tem, kakšen proračun imamo, govorim samo v bistvu procentualno. Naslednja zadeva. Ja, v bistvu več kot 70% pravzaprav naše cene tvorijo stroški dela. Samo razmislimo o tem, da s 1.7. leta 25 bomo izstavljali, samo naš vrtec bo izstavljal občini večji zahtevek in to je 60 000, a ne. In teh 60 000, recimo, če v tem trenutku ne dvignemo ceno, bo plačevala občina ustanoviteljica, naša občina. Če pa dvignemo ceno, se to lepo razdeli, to se pravi 38 000 občina Kamnik, 13 000 starše, 7 000 naše resorno ministrstvo in 2 000 druge občine. Samo tako, tako da v bistvu veste, ne. Naslednja zadeva, glede plač naših uslužbencev. 78% naših uslužbencev ne dobijo niti povprečne plače v Republiki Slovenije, podpovprečno dobijo 78%. Glede v bistvu prav tako v bistvu, jaz razumem, tudi 20 € za marsikaterega starša zelo veliko pomeni in to tudi prav sem vesela, da še občina ohranja pravzaprav ta popust v bistvu za naše občane. Mogoče bi se dala, ne vem, zdaj razpravljati, da mogoče bi bil večji popust, jaz ne vem, ne, to pač boste vi sami odločili, ne. Ampak v tem trenutku 288 otrok je oproščenih plačila, v tem trenutku imamo 960 otrok upisanih, 288 od 960. Večino naših staršev je pa v 4. ali pa v 5. plačnem razredu, a ne. In veste, v bistvu, spoštovane svetnice in svetnike, zdaj sem se malo razburila, drugače nisem tako razburjena, ne, sem bolj take mirne narave, ne, ampak sem utrujena že dokazovati na občinskih svetih, zakaj moramo dvigovati ceno programa, tako kot bi bili mi krivi za to, da so nam dvignuli pravzaprav plače, tako kot bi to bilo neupravičeno za nas. Če imate še kakšno vprašanje, sem vam na voljo. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Ja, Aleksander Rušič, izvoli beseda. Ja, hvala za besedo. Jaz
Se upravičujem najprej vam, gospa ravnateljica, potem tudi kolegici Jelenki, pa vsem, ki ste zaposleni ali zaposlene v predšolski vzgoji. Jaz upam, da z moje razprave ni bilo videti ali slišati, da vidim kakšen problem v tem, da so šle plače gor. To ni nobenega problema, ker plače v javni upravi, predvsem pa v predšolski vzgoji, glede na zahtevnost dela in vse skupaj, glede na plačne razrede, v katerih so pomočnice vzgojiteljci in vzgojiteljice, so bile zagotovo prenizke. Tukaj ni nobenega problema. Problem je v tem razporeditvi tega bremena dviga plač. In jaz mislim, da tudi iz vaših besed se jasno pokazali, da tukaj ni bilo narejen strani občine Kamnik vse, da bi bila zadeva lahko drugače rešena. 60 tisoč. Ob tem, ker smo se danes zakreditirali 60 tisoč na mesec plunk v morje. Tako da jaz mislim, da občina Kamnik zmore to poletje vam plačevati 60 tisoč, vmes bo občinska uprava zavihala rokave in pripravila in predlog, ki ga bomo na septembrski seji brez problema podprli vsi. Ker bo bolj prijazen do mladih družin. Ta moment se mi pa pač ta predlog ne zdi prijazen. In če pogledamo samo sosednjo občino Domžale, kako so to rešili, dvignili so ceno programa s 1.6. za prvo starostno na 753 evrov, za otroke iz občine Domžale pa cena ostala enaka, 671 evrov. Res je, da oni nimajo subvencije 15% in da na koncu je cena nekaj dosti razlike, ampak bolj je to važno. Oni imajo od 1.6. do konca leta enako ceno, vse vejo. S 1.1.2026 imajo pa novo ceno. Brez nekih podražitev, ki jih bo župan ali dvignil ali ne, ker jaz nisem pomislil, da je drugo leto že volilno leto, ampak je pa dober tak ukrep, da ne sprejmeš sklepa za dvig cene, ampak takrat pred volitvam pa obremeniš občinski proračun. Tako da še enkrat, mi ne bomo tega podprli in upam, da bo še kdo tak. Hvala. Hvala lepa. Natalija Berlec, izvolite besedo. Ja, hvala lepa. Ja, točno to, kar je zdaj gospod Uršič povedal. Se ni nihče proti temu, sploh ne. Gre pa za način, kako se to dela, pa 60 tisoč dejansko tale pljunek v morje. Še enkrat pač apel. Pripravimo drugačno gradivo. To ni za moje pojme. Vse ste pripravili, razumem, zakaj ste pripravili, da je bilo transparentno videno, kakšna je cena, kako ste se potrudili, pa ste zračunali. Razumem vse to. Jaz sem rekla, da je mogoče občinska uprava pač malo narobe pristopila k temu. Copy-paste je naredila, pa je dala česa. Naredi se nekako, pripravi nov predlog, septembra mi to potrdimo za to leto. Za 26 bomo videli, kako bo, definitivno pa ne bi dajala bianka za tole. Lejte, to je ena zadeva, ki se da bianko, mislim, da smo enkrat že imeli eno tako zadevo, ko sem upozorila, bojo prišle druge, tretje, četrte stvari, ki se bojo takole bianko potrjevale, to ne bo dobro. No? To ne bo dobro. Jaz mislim, da občinski svet mora vedeti, za kakšne cene gre, za kakšne dvige gre takole, koliko bojo starši, koliko bojo občani tole plačevali in da ne moramo vse prepuščati, ne vem, nekim odstotkom, ki ne vemo, kako bo potem to izgledalo. No. Tako da apel, občinska uprava ne pripravi novo gradivo, mi ga to takrat potrdimo, lahko definitivno pa ne takole bianko. No. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Alenki Jevšnik. Alenka, izvolite. Hvala za besedo. Sandi, 40 let bom imela letos dela neposrednega v tem vrtcu. V skupini. 40 od pomočnice do vzgojiteljice. Tako da ni problem. Nam so že na fakulteti povedali, če delate za plačo, je bolj, da službo zamenjate, ker nam imeli nikoli dobre plače in nikoli jo niti nismo imeli. In tiste, ki se v tem ne vidijo, so v tem trenutku v zelo dobrem položaju, ker lahko najdejo v vsaki firmi veliko boljšo službo z boljšo plačo, kot jo imajo v vrtcu, z urnik od 7 do 3, za regres 2300, za božičnico tega v vrtcu ne bojo pač nikoli videli. V vrtcu delaš ali pa ne delaš. Ampak vsakič znova, pogoje
in plače in vse predpisuje država. A ne? Mi smo pa vsakič znova tukaj razgaljeni in se razpravlja o plačah in o tem, hkrati imamo anomalijo v državi, imamo, kot sem že vam povedala, imamo javne vrtce, imamo koncesijske vrtce, ki so del javne mreže, imamo zasebne vrtce in to se vse plačuje. Ampak problematizirani so samo javni vrtci. Kot sem rekla in ko sem zahtevala poročila koncesijskih vrtcev, če se o nas, ki smo zaposlene v vrtcu Antona Medveda, točno ve, kaj delamo, kje delamo, kateri projekti, da ne bom še kaj drugega rekla, koliko ima kakšno številko česa, vse se ve, vse lahko preberete. V tistem trenutku jaz ne vem, ali imajo pomočnice v koncesijskih vrtcih možnost napredovanja, a ne, ker to vpliva na stroške dela, kakšni so stroški dela tam in zato je prav, a ne, da se položi karte na mizo in se reče, Ljubljana recimo tudi nima koncesijskih vrtcev, če smo že, pa že marsikatera druga občina ne. To je samo anomalija v Kamniku, ker je bilo pač, niso reševali situacije, ampak je bila situacija vodenja predšolske vzgoje v Kamniku v preteklih letih pač katastrofalna. Gre pa za naše otroke, gledajte, to je varstvo od 5:30 do 17. ure, primerljivo s cenami v Evropi. Vsak tujec, ki vam bo prišel, bo rekel, da take oblike javnega varstva, kot ga imamo v Sloveniji, ni nikjer po svetu. To je vse, kar imam jaz tukaj za dodati. Hvala. Hvala lepa. Besedo predajam Jožetu Korošcu. Jože, izvolite. Ja, hvala za besedo še enkrat tudi v mojem imenu. Se pravi, dejstvo je, da podražitev bo prišla, a pa je prišla. To je dejstvo. Ne? Zdaj, na nas je, kaj se bomo odločili. A je tako? Ali se bomo odločili, da bomo obremenili proračun, ali se bomo odločili, da bomo obremenili starše. To sta dve varianti. Več jaz, kaj drugega tle, mislim, da kaj dosti bolj tle ne može biti pameten. Ne? Zdaj 15% že proračun sofinancira zdaj, ne? Se mi zdi, ne? 15% že. Pa pač vrtci v Kamenk koštajo pa res kar veliko, no? Tudi velika občina in tudi so razmerno veliko otrok. No? In potem je človek v dilemi. V dilemi, kaj na proračunu se obešajo vse postavke. To je dejstvo. Mislim, postavk je novih in mogoče takih, ki tudi ne bo treba, pa so gor. Ne? Tako da na vsaki seji imamo ali pri rebalansu ali pa pri proračunu imamo, se pravi, kaj bi bilo smiselno, nekaj je mogoče brez veze v proračunu, nekaj za nekatere brez veze, za druge pa zelo pomemben in to je nek konsens treba pač delati skleniti. Jaz predlagam, ne vem, če smo tle v dilemi, ne vem kako, kaj bomo rešili, lahko tudi vzamemo se 15 minut odmora, vodje poslanskih, mislim, svetniških skupin, pa ne pa se dogovorimo, kako da bomo, ker to je res dele pomembna točka, ki jo pač verjetno moramo danes nek sklep sprejeti, ali tak ali drugačen, se mi zdi, ali bo, ne vem, bojo denarja zmanjkal, bo kaj, enostavno bo proračun pokril, kaj potem. Brez, bomo imeli rebalans, pa že septembra spet verjetno, ne. Bo se, ne vem, jaz predlagam, ne vem, predsedujoči, ali pa ne vem, 15 minut odmora za dogovor. Ja, izvolite še, gospod Ratlca. Jaz bi še dodala, ker se opravičujem, gospod Sandi, nisem tako odgovorila, malo sem se razburila. Nov zavrtek, ki prihaja, ne, to je zakon o vrtcih, ki bo prišel v bistvu veljavo kmalu. Potem pa zakon o financiranju ZOFI-ja že stopil v veljavo s 1.9. Pravzaprav res dejansko narekuje oba dva, ta zakon narekuje o tem, da v bistvu moramo ravnati v prid javnega dobra. To se pravi v prid mreže javnih vrtcev. A veste, takrat, ko v bistvu na vaš predlog je bila, v bistvu so začeli, tudi bila izdelana strategija razvoja predšolske vzgoje. Jaz vam povem iskreno, na začetku sem se prav upirala, tako in v bistvu prav znotraj sem se upirala, a moramo jo pripravljati, čemu bo služila in tako naprej. Zdaj sem vam pa izredno hvaležna, da ta dokument obstaja, pravzaprav. Celo sem spet zahtevala dostop do informacij javnega značaja in sem dobila ta dokument in sem ga v bistvu temeljito prebrala.
In ta dokument, v tem dokumentu jasno v bistvu v sklepih je bilo nakazano, da ni samo v našej občini, ampak tudi nasplošno v bistvu v Sloveniji rodnost pada. In je treba občini razmisliti, dobro razmisliti pravzaprav o kapacitetih v bistvu javnega vrtca in zasebnega vrtca. Zdaj, se pravi, novo zakonodajo, ki prihaja, še posebej za VRT, bo v svojem, jaz sem pozabila zdaj že 17, v enem od svojih členov, v bistvu narekuje tudi to, če koncesijski vrtec dobi 100% koncesijo, to pomeni, da bo financiran prav tako kot javni vrtec. A razumete to? Razumete? To se pravi, zdaj poleg javnega vrtca, ki ima celotno mašinerijo skupaj z vsemi temi prenovami, obnovami, energetskimi sanacijami in tako naprej, občina bo dobila v zakup z uveljavitvijo v bistvu zakona o vrtcih, prav tako še 3 koncesijske vrtce, ki bojo financirane ni samo recimo iz cene programa, samo ta del, ampak tudi hiše, stavba in tako naprej. To je ta prva stvar. Ta druga stvar. Sem že omenila, da sem priučila pravzaprav pogodbe in enemu od koncesijskih vrtcev, prav temu vrtcu, ki v tem trenutku do popolne sreče manjka 27 otrok, vrtcu Zarja, 2. ali pa 4. oktobra, v bistvu pride ta rok, ki lahko občina zmanjša koncesijo, brez penalov. Ta nova pogodba govori, v bistvu, ker v starih pogodbah tega v bistvu ni bilo, tudi v aneksah ni bilo, ampak v novih pogodbah pri vseh koncesijskih vrtcih je ta pravzaprav klauzula, da po 5 vrtcih, če ni vpisa, v bistvu občina ima to možnost, da malo zavrti kolo drugače. Na to sem opozorila tudi in oddelek za družbene dejavnosti in gospoda župana. Sami vprašajte, kakšno bo odgovora, pravzaprav. Zdaj bi, to, kar sem že povedala tudi gospodu županu in oddelku za družbene dejavnosti, gospe Katje Vegelj, a veste, v tej že nenehne naše bitke za obstoj našega vrtca, sem povedala, da naš vrtec, vrtec Anton Medved Kamnik, ni samo eden od najboljših, je najboljši vrtec v občini Kamnik, eden od najboljših vrtcev v Sloveniji. Vrtec, ki je lani dobil mednarodno nagrado, ki v bistvu je prišla iz Bruslja direktno. Prvi vrtec v Sloveniji, ki sploh dobil tako nagrado, nagrado za inovativnost. Pa oddelka od takega vrtca se ne zapira. Pa še nekaj, v bistvu. Zdaj, če se boste odločili, v bistvu, dajmo zapirati v bistvu oddelki javnega vrtca, zdaj z novim ZOFI-jem, s 1.9. to ne bo več možno. Zaprete oddelek, želite potem čez par let odpreti nov oddelek javnega vrtca, boste morali nas razdeliti. Javni vrtec razdeliti po, se mi zdi tam, v bistvu, ker lahko največ 42 oddelkov. To je to. To se pravi, potem pa boste povečevali spet koncesijo ali pa oddelke zasebnih v bistvu vrtcev. Zdaj je treba razmisliti o prihodnosti ni samo našega vrtca, ampak tudi o prihodnosti javne mreže v Sloveniji. Vi zdaj pravzaprav res odločite o naši usodi. Glejte, jaz osebno nimam nič proti koncesijskih vrtcev in jaz sem trdo prepričana, da prav tako garajo, prav tako se trudijo, prav tako v bistvu delajo in z dušo in srcem, tako kot so naše zaposlene. Ampak jaz moram poskrbeti za moje zaposlene. Za moje zaposlene. Hvala lepa. Besedo bi predal še Simoni. Simona, izvoli. Jaz bi rada še enkrat poudarila, da to ni bianko potrjevanje cen, da cene so za prvi in drugi letošnji dvig konkretno določene v gradivu od 1. do 9. dohodkovnega razreda. S 1. januarjem 2026 pa se dvigajo za odstotek dviga minimalne plače. Ravno tako in pa naslednja 2 dviga sta opredeljena za 3,5 odstotka. Tako da to nikakor ni bianko potrjevanje cen. To v gradivu je navedeno. Hvala.
Hvala lepa. Predlagam, sem slišal 10 minut pauze. No, evo, še enkrat nazaj, lep pozdrav. Najprej bi še enkrat ugotovili sklepčnost, tako da vas prosim, da pritisnete zeleno tipko. Glasujemo. Glasovanje poteka. Prisotnih 21 in ugotavljam, da smo sklepčni. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v občini Kamnik. Glasujemo. Za 13 proti 6 ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.